To je maraton pisanja apelov. V bistvu apeli so pisma, ki jih pošiljamo predstavnikom oblasti, ki kršijo človekove pravice. Imamo 10 različnih primerov iz različnih koncev sveta, tudi en slovenski. In v bistvu ta pisma delujejo na ta način, da ogromno, več tisoč pisem pride na naslov raznim ministrom, predsednikom vlade, predsednikom in tako dalje, se pač opozori te ljudi, da kršijo človekove pravice in da morajo nekaj storiti proti temu. V zadnjih letih je pač bilo recimo na ta način izpuščenih 17 ljudi iz zaporov ali pa so se pač zelo izboljšale stanje, v katerem živijo. Rekli ste 10 primerov, pa če mogoče malo naštejete. Recimo, čisto za začetek slovenski primer je v bistvu pišemo za Rome iz Dobruške vasi, ki jim v bistvu nočejo priklopiti vode, čeprav imamo seveda vsi pravico do pitne vode, tako da oni potem hodijo recimo 5 kilometrov proč po vodo v onesnažen potok. Potem recimo 2 primera sta iz Irana pa iz Belorusije, ko sta bila zaprta 2 zagovornika človekovih pravic, v bistvu obtožena propagande proti sistemu in podobno. Potem so recimo več primerov, ko so prisilno izselili cele skupine ljudi, recimo iz Nigerije, iz delta Nigraje. Primer, ko so pač šelje kljub ne vem kakšnim razlivom pač nafte, niso nič naredili, da bi tem ljudem izboljšali spet življenjske pogoje, ki so jih uničili in tako dalje. Pa kakšen je odziv trenutno mimoidočih? Akcija se v bistvu začela že 3. do 16. decembra. Danes imam tu konkretno stojnico na Čopovi. Ja, je kar odziv. Mogoče koliko podpisov približno ste že zbrali? Zbrali smo, recimo v petek smo zbirali na Metelkovi, pa smo jih zbrali 550.